Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, čisto na hitro bi vas rada povabila na naš tradicionalni dogodek MoneyHow Live, torej v živo v Kristalni palači v Ljubljani, kjer pripravljamo dogodek z naslovom Investicijski šov leta. Donald Trump pripravlja šov, zakaj ga ne bi pripravili tudi mi. Kako loviti zaslužke v tem negotovem okolju, kako se staviti portfelj, kako umestiti konec koncev tudi kriptovalute v portfelj sodobnega vlagatelja. Tokrat pripravljamo tudi grill ali pa roast, kakor hočete, slovenskega kapitalskega trga s pomočjo seveda profesionalcev. Mimo grede, med drugim se nam bo pridružil tudi minister za finance. Dogodek je planiran 22. maja, torej vabljeni. Več pa v opisu epizode. Gremo kar na aktualno dogajanje. Včeraj, torej 27. januarja, so trgi dobesedno krvaveli, izbrisanih je bilo 1000 milijard dolarjev tržne kapitalizacije. Razlog čisto na kratko, kitajski jezikovni model DeepSeek, ki ne bi bil cenejši in to za kar 98% od tistih iz zahoda, kot je denimo ChatGPT od OpenAI. Dosegal pa ne bi tudi boljše rezultate. DeepSeekova koda je tudi odprta, kar pač v teoriji pomeni, da lahko vsak si jo prisvoji in dopolni po lastnih željah. Drugi ponudniki, kot je OpenAI oziroma ChatGPT, pač to kodo ne razkrivajo. Skratka, pod črto, borzni trg se je burno odzval, tehnološki indeks je, Nasdaq je upadel za 3%, Nvidia je zabeležila kar 17% upad in izbrisanih je bilo brutalnih skoraj 600 milijard dolarjev tržne kapitalizacije. Tudi proizvajalec opreme, potrebne za izdelavo naprednih čipov, nizozemski ASML je včeraj upadel za 7%, upadle so tudi Microsoft za 2%, Google 4%, Meta je beležila recimo 2% rast, Apple dobre 3% rast. Torej, kaj v tem okolju storiti? Kupiti Nvidio, ASML, mogoče Apple? No, v glavnem o tem bova danes debatirala z Alešem Grbičem iz Save Infot, ki tehnologijo precej podrobno spremlja, se upravljaš konec koncev tudi ta sklad. Mimo grede, še to bi rada povedala, preden greva Aleš na tebe, ene par besed bova spregovorila potem še v MoneyHow Friends na YouTubeu, tako da potem tudi ta povezava do MoneyHow Friends v opisu epizode. Zdravo, Aleš, dobro jutro. Dobro jutro, Marja. Midva sva kar zgodna, danes snemava to epizodo, pa dajva kar začeti s težkim vprašanjem. Je DeepSeek game changer ali gre za neko trenutno euforijo na trgu? Kaj ti misliš? Ja, sigurno je to bila rokavica vržena direktno v obraz oziroma močna klofuta ameriškemu IT sektorju, predvsem sektorju, sektorju, ki je najbolj povezan z umetno inteligenco, proizvajalci čipov. Zdaj, da bi lahko rekli, koliko močna je ta klofuta, bomo verjetno morali počakati kako četrtletje, ko se bo videlo tudi pri rezultatih proizvajalcev opreme oziroma za infrastrukturo umetne inteligence, kaj se dogaja z njihovimi naročili, kakšna so pričakovanja, ali bodo ti glavne stranke začele menjati dobavitelja. Zato je pač potreben čas. Trg je sigurno ocenil, včeraj brutalno, dejansko smo imeli brutalne padce, ki jih dejansko jaz ne pomnim tako visokega padca na posamičnih delnicah, tudi v času te finančne krize. Smo mogoče imeli na bančnih delnicah, smo videli na dnevni ravni tako visoke padce. Kot kaže, pač je trg ocenil, da nekje v povprečju 50 do 25% je odpihnilo vrednosti dobaviteljem za infrastrukturo, ki je potrebna za umetno inteligenco, za te najbolj zmogljive podatkovne centre. In zakaj bo naprej, težko rečem, ampak sigurno pa je zanimivo, ker ni pa cel trg krvavel, predvsem segment polprevodnikov je krvavel, na drugi strani pa imamo zmagovalce programsko opremo, ki bodo očitno njihove investicije ne bodo tako visoke v podatkovne centre, pa tudi sam razvoj aplikacij, kar tudi pomeni, da nekdo bo pa od tega profitiral. Ne bodo vsi samo izgubili, ampak bojo pa tudi, imamo zmagovalce tudi Meta. Meta absolutno, kjer se ve, koliko mora investirati na letni ravni za
zato, da bo lahko v tej tekmi umetne inteligence se je izkristaliziral trenutno na podlagi trga kot eden izmed bodočih zmagovalcev. Se pravi, okay, zdaj se vem, marsikdo bo zarekel na tej točki, ali staviti na Nvidio, ki je včeraj se pocenila za 17%, ali staviti na Meto, za katero ti praviš, za katero ti jo vidiš kot zmagovalko, ne? No, jaz vidim kot reakcija trga je bila takšna, ne, da je določene, za katere trg misli, da bodo bodoči zmagovalci, no, predvsem podjetja iz softverja, jih je nagradil, ne, tudi Apple, ki ima določeno število uporabnikov. Seveda tisti, ki imajo svoje uporabnike, bodisi ponudniki programske opreme, bodisi ponudniki teh socialnih omrežij, bodo imeli dosti nižje investicije, ob tem pa, da bodo verjetno zaračunavali lahko določeno premijo na storitve, ki omogočajo uporabo umetne inteligence. Mogoče bi tukaj, ko omenjava tudi že zmagovalce, Ana, mogoče bi vsem tukaj izpostavila eno podjetje, ki je včeraj dobesedno eksplodiral, Aurora Mobile, 130% rast v enem dnevu. Zakaj? Zaradi tega, ker so objavili, da so integrirali ta jezikovni model DeepSeek v svojo platformo in se je potem zgodila totalna eksplozija. Torej, mi lahko pričakujemo v prihajajočih tednih še kakšne take zgodbe. Ja, sigurno. Jaz se vedno se vprašam, ne, ko je takšno obdobje, kaj se bo dogajalo s tečaji na kratek rok, kaj se bo na srednji, kaj se bo na dolgi rok. In na kratek rok vemo, da so tečaji odvisni pač od čustev in tudi od negotovosti na finančnih trgih. Na srednji dolgi rok se bodo gibale delnice na podlagi njihovih poslovnih rezultatov. In za tisti, ki bi uspel prevzeti čim večji tržni delež na pridobavi tudi čipov, kot se je izkazalo, da DeepSeek ne potrebuje tako zahtevnih čipov, tisti bo lahko mogoče zmagovalec, ampak ne glede na to, verjamem, da se bo tudi konkurenca prilagodila in ti obstoječe stranke ne bojo kar na glavo zamenjevale svojih dobaviteljev. Določeni so že menjali, tudi v Ameriki so pohvalili oziroma so izbrali storitev kitajskega podjetja DeepSeek. Zdaj, ko omenjaš čustva, dostikrat pogledam pač ta indeks strahu in pohlepa, pripravljajo ga na CNN-u, Mani, in sicer trenutno smo območje strahu. Ta indeks je izračunan na podlagi 7 različnih kazalnikov in trenutno kaže območje strahu, medtem ko indeks VIX, ki pa meri nihajnost na trgu in ga tudi imenujemo indeks strahu, je pa poskočil za 20%. Kako pa ti to gledaš, recimo ta povečana volatilnost na trgu, ki ubija marsikoga? Ja, dejansko mi pozdravljamo takšne dogodke, ki dejansko stresejo ven iz trga tiste, ki pač niso ustrezno obteženi, sprejemajo preveč tveganja, imajo premalo razpršen portfelj in dejansko je nekaj normalnega. Ne nazadnje trgi enkrat na leto padejo vsaj za 10% in je to popolnoma normalna stvar, tako kot se dan in noč menjavata, je tudi po tako dolgi rasti. Običajno tudi trg pride sam v nek ekstrem, je precenjen in potem tak dogodek, negativen dogodek, ga rahlo strezni. Ne? In kar je dejansko zelo dobro za nadaljevanje gibanja tečajev na sever. Zdaj pa še eno zadevo bi rada preverila, preden greva naprej. In sicer, zakaj takšna reakcija? DeepSeek V3 je bil zdan javnosti že 26. decembra in do začetka januarja se v bistvu trg že zavedal, da v bistvu DeepSeek na nek način prekaša ChatGPT oziroma od OpenAI GPT-40 pa Metino, a se reče Lama? Mislim, da, ja. Lama. Zakaj je taka reakcija? Je bil mogoče povod to, da je bila DeepSeekova aplikacija ena najbolj downloadanih v Appleovi trgovini? Ja, to je sigurno eden izmed razlogov. Vse tudi trg je potreboval dovolj časa, da je prebavil to aplikacijo, videl, da je zelo uporabna, da ne zaostaja nič za ChatGPT-jem in podobnimi klepetalniki, dejansko je še bolj specializirana. In trg je
bil pošten, ne, tukaj. Ja, sigurno pa je rekord pri številu naloženih aplikacij v enem dnevu oziroma v vikendu je tisto dejstvo, ki je pač trge premaknil v neko novo realnost. Moramo pa tudi povedati, da serija člankov o DeepSeeku na vseh možnih medijih je tudi verjetno pripomogla k te maniji, euforiji in te drami na trgu. Zagotovo. Absolutno. Okay. Koliko misliš, da lahko DeepSeek zamaje v bistvu ta tehnološka podjetja vrednotenja, recimo kot so Nvidia, Microsoft, AMD? Ja, tu so predvsem polprevodniki so tisti, ki bodo kaznovani, predvsem tisti, ki izdelujejo najzahtevnejše čipe za podatkovne centre in tudi za programsko opremo za treniranje algoritmov umetne inteligence. Na drugi strani softverska podjetja bodo najverjetneje zmagovalec tega. Zdaj, kako velik bo tu še upad, ali smo končali, to bo pokazal čas, verjetno bo potrebno četrtletje, samo trg dokaj hitro prilagaja in sigurno se čaka ocene teh največjih analitskih hiš ali pa tudi investicijskih bank, ki bodo verjetno v kratkem izdala oceno, koliko trga bo DeepSeek odškrnil Nvidii, koliko manj bojo rasli Arista, Marvell in podobni, tudi Broadcom. Ja. Zdaj naslednji teden objavljajo rezultate, se pravi Tesla, kdo še objavlja, Microsoft, pa še eno podjetje objavlja. Skratka, vsa ta praktično IT podjetja oziroma AI podjetja bodo v tem tednu in naslednjem tednu objavila rezultate. Nvidia objavlja konec februarja rezultate. Koliko dejansko bodo pozitivni rezultati vplivali na trg? A je to zdaj že uračunano? Ja, sigurno so trg je računal ta prvi najhujši udarec, ne, tem proizvajalcem polprevodnikov. Ampak sigurno bodo analitiki, kolikor ne bodo sami uprave na konferenčnih klicih komentirali dogajanja v zvezi z DeepSeekom oziroma kako bo to vplivalo na njih, jih bodo vlagatelji grilali oziroma analitiki na klicih jih bo to glavna tema in bodo pričakovali odgovore. Tisti, ki ne bodo imeli odgovorov oziroma bodo pokazali, da so tu dokaj šibki, jih bo trg verjetno še dodatno kaznoval. Zdaj omenil si prej, da bodo kaznovani polprevodniki, nagrajeni softverska podjetja. Greva biti zdaj tukaj konkretna. Kateri polprevodniki misliš, da bodo profitirali? Profitirali? Kaznovani? Oziroma kaznovani, se opravičujem. Ja, najbolj seveda Nvidia, potem tudi lahko delno tudi Taiwan Semiconductors, na kar imamo te za infrastrukturo umetne inteligence, kot sta Marvell, Arista, tudi Broadcom s svojimi čipi. ASML? Tudi ASML delno, ja, ki je v verigi čisto na začetku kot arhitekt teh čipov. Pa v softverskih zmagovalcih pa vidiš Meto, Apple, še koga? Vse Meta dejansko niti niso softverska. Pri softverskih Salesforce, ServiceNow, lahko tudi Oracle, tudi Accenture, v glavnem precej teh, ki ima dokaj široko bazo strank in bodo imeli precej nižje stroške z samim razvojem nove programske opreme. Morava zdaj še tole obdelati in sicer DeepSeek je kitajski produkt, recimo temu tako, ne. Videli smo, kaj se je dogajalo z zgodbo TikTok, ne, da je bila pobuda, da se celo v Ameriki ukine, zdaj je pobuda, da se pač podjetje proda, Elon Musk se omenja kot potencialni kupec, oziroma ne vem kdo zdaj po ta novem, celo Mr. Beast, ne, ampak okej. Zdaj, kaj misliš, da se tukaj lahko zgodi, ker konec koncev gre za kitajskega izvora tehnologije, lahko pride do nekih regulativnih omejitev, regulatornih, pa tudi političnih pritiskov in to vse konec koncev lahko tudi pozitivno ali pa negativno, odvisno, kako se bo vse skupaj razpletel, vpliva tudi na te delnice, ki sva jih omenjala. Ja, edino, kar sem prepričan,
Torej, v življenju dve stvari sta sigurni. Eno so davki, drugo je smrt. S tem, ko imamo Trumpa za predsednika Združenih držav Amerike, sem tudi prepričan, v dokaj visoko nihajnost. In tudi Trump nas ne bo verjetno predolgo pustil čakati, da nas bo presenetil s kakim ukrepom. Dejansko upam, da ne bo šlo v smeri tarif oziroma carin, ampak izkazalo se je, da je ta ameriška politika, ki je začela omejevati izvoz čipov na Kitajsko, imela bumerang efekt. In dejansko Kitajska se je očitno postala samozadostna, kar je največja napaka, da je Amerika to šla v takšno politiko. Boljše bi bilo, da bi bili odvisni od njihovih storitev, produktov, zdaj pa je Kitajska dejansko samozadostna in ne potrebuje več ameriških storitev. Zdaj, konkretno bova tudi potem malce bolj v nadaljevanju v tem Money How Friends elaborirala, če lahko temu tako rečem, Nvidio in pa priložnosti za nakupe, pa bi te zdaj na tej točki samo še vprašala vezano na volatilnost, ki si jo zdaj omenjal, da si prepričan, da bo volatilnost precej povišana. Pa me zanima, kako kot vlagatelj handlati to volatilnost skozi to celotno obdobje. Marsikdo, ki pač, se veš, kako pravi pregovor, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Misliš, da se bo trg spucal teh malih vlagateljev, ki so zdaj masovno planili na ta trg zaradi vseh teh lepih donosov? Ja, mislim, da tudi mali vlagatelji so pridobili precej izkušnj v zadnjih nekaj letih, če ne drugo jih je korona, jih je dobro šolala, oziroma ta čas korone, in upam, da ne bojo podlegli volatilnosti, ker tudi, če se spomnimo zadnjega Trumpovega mandata, smo imeli povišeno volatilnost in nekaj popolnoma normalnega je za njega, da bo probal se pogajati z brutalno retoriko, na koncu bo izplen, po moje, kar dober za trge. In ja, mislim, da se pač na te kratkoročne, a pa na čustva so tista ključna, ki jih moramo kontrolirati, obvladovati, vprašati se moramo na dolgoročni horizont teh podjetij, pa tudi vprašati, če smo lahko tako pogumni pri svojem naložbenem portfelju, kot smo bili do sedaj. Če nas strese neki 30% padec, 20% padec, potem mogoče imamo malo preveč tvegan portfelj, to pa je tudi. In imamo ogromno naložb v horizontu oziroma na finančnih trgih, ni samo Nvidia, pa še nekaj teh povezanih vročih z polprevodniki, ampak res celi horizont naložb je in tudi umetna inteligenca bo prinesla verjetno precej prihrankov, recimo v zdravstvu, ki je en sektor, ki je lahko zelo zanimiv in povišala produktivnost, povišala marže, dobičke in ne nazadnje bodo trgi potem tudi pozitivno pozdravili ta sektor. Malce več o tem horizontu potencialnih naložb bova spregovorila v Money How Friends. Zaenkrat pa Aleš, najlepša hvala, da si se vklopil v to jutranjo razpravo o trgih. Okay, ja, hvala za zaupanje in upam, da sem pomagala vlagateljem. Ja, hvala tudi vsem, ki nas spremljate. Spremljate nas še naprej, midva z Alešem se bova javila še konec tedna, ko bova naredila eno tako mini analizico vsega tega dogajanja, ki se bo očitno dogaja v tem tednu. Imamo kar pester teden, Fed bo objavil, ali bo rezal ali ne bo rezal obrestne mere. Pričakovanja so, da se ne bo nič zgodilo, ne, Aleš? Nekako bo vztrajal pri tej politiki, ampak Trump pritiska, potem imamo ECB, poslovne rezultate res številnih podjetij, midva z Alešem bova potem to konec tedna tudi malce bolj podrobno analizirala. Zaenkrat pa najlepša hvala, lepo se imejte in se vidimo v Money How Friends. Ne pozabite, poslušajte Money How, ne bo vam žal.